Sem najstarejša občanka v tej ulici, katera je stanovala vedno v enem istem kraju, v istem stanovanju. Danes ni več teh starejših ljudi, ker so ali so pomrli ali so v domu upokojencev. So pa samo prišleki ali tako, kot bi jih imenovala. Rada se pa spomnim vsega tega, kar sem doživela v tem času in primerjam z današnjim časom. Niso bili lepi časi, kajti življenje je bilo trdo, zaslužek je bil mali. Od hiše se tiskati ni dalo živeti, ker so bili skoraj tudi vsi skoraj zadolženi. Vsaki drugi je šel z tem iz hiše, ker ni mogel plačevati stanovanja. Tako se je zelo težko preživelo. Ampak kljub temu smo imeli lepo otroštvo in se danes radi spomnimo nazaj na naše te dogodke. Če bi danes primerjala prejšnje življenje z današnjim, je strašna razlika. Res je, danes, hvala Bogu, smo penzionisti, živimo lagodno, živimo svoje življenje. Tiskrat je bilo težko, ker tudi zaslužek je bil težek. Spomnim se, da marsikateri ni mogel plačati svoje najemnine, je bil zaščiteni. Čudim se danes, da nisi mogel vreči nobenega iz stanovanja ven, če je bilo zaščiteno, da je bil zimski čas. Tistih 6 mesecev nisi mogel nikoga dati ven iz hiše, ker je bil zaščiten. Danes se lahko to zgodi v najhujši sceni, tako da so se zakoni zelo spremenili. V Prešernovi ulici pa smo imeli tako, da smo bili lahko ponosni. Če jih pogledam tu, že takoj nasproti nas, so imeli branjevko za zelenjavo, potem smo imeli trgovino z elektrošpecerijo, je bil frizer, pa je bil fotograf. Tako da smo imeli vse tu, evangeliška cerkev. Šola je bila to gimnazija, ni bila osnovna šola, dijaški dom. To se tako spomnimo tega, tudi te evangeliške cerkve, ko smo vedno čakali, ko so opodne zvonile ali pa karkoli. Ravno v tistem se tudi spomnim, če smo šli k polnočnicam, so na Turmu fanfare igrale polnočnico. To je bil taki dogodek, da sem rekla, da to ne moramo doživeti nikdar več ali takarkoli. Da bi lahko šli na to ograjo gledališča, bi bilo to enkratno. In to je bil tisti škripajoči sneg, ko smo šli na tiste fanfare, trompete, ko so to svetonočno igrale. To, da se je že tisto pretreslo, da smo kome čakali tega trenutka. Imeli smo pa tudi običaj, da smo čakali na to, po tistem darovanju Božička, že tako smo bili otroci shičeni, ni bilo spanja, ni bilo nič tega, ampak bolje pa, ko smo tiste stvari vse pregledali, pa tole je bila slavnostna večerja boljša, in pred polnočnicam so bili keksi doma narejeni, pa čaj, mama rekla, to dajte, da vas cerkvi ne bo zeblo, in potem smo šli vsi k polnočnicam, ker drugi dan se je potem kuhalo, pa ni bilo časa iti k maši. Najhujše je pa zdaj v starem delu mesta, da nimamo trgovin. Če se spomnim, koliko trgovin smo mi imeli v stari Jugoslaviji. Že samo v naši ulici je bil Senčar, tukaj je zdaj, pol je bil tu trgovina Krupan, smo imeli elektrokšef, pa špecerijsko trgovino, zelenjavno trgovino, branjevka je bila tu, fotografa, frizerja, vse smo imeli, tako da danes, če nam blagovnico zaprejo, moramo iti do Kulandije po kruh, ali pa kamorkoli do Špara.
To pa res pogrešamo. Da bi bilo dobro, če bila ena specialistka trgovina. To vse za tiste nujne stvari. Če pomislimo na Murkovo ulico, te je pa kar strah ide. Ne vem, kaj je v tej ulici zdaj, da ne ostane nišče. Ravno se tudi iz naše Prešernove grejo. Tudi tu imate lokalo v prazniku, kaj ne? Ampak kaj je pa ta, pa se mi jaz zdi, ker jaz dosti rajši grem po Murkovi ulici gor, ko pa tam po tržnice, ker mi je tista bolj na vročem, sonce bolj pripeka, bolj je strma kot ta, pa še tu so trgovine, pa tam malo nekaj zamoti, če ravno so prazne, ampak imajo danes te otroške stvari noter, pa tole gozdič ali pa kaj takega od vrtca, kaj predelajo. Drugač pa je že zelo, zelo žalostno. Tu pa je promet, pa bi moralo biti, ampak to se zdaj vse potegnilo dol v te velike centre in ljudi grejo tam ali z avtom ali pa karkoli, bolj tam sedijo pa se družijo, se tam dobivajo. Tam je nekako eno zbirališče ali karkoli zdaj. In so te ulice res čisto umotrile. Tako da te je prav strah, kaj bo to. Življenja ni. Če pogledate zdaj noter, ulice so prazne. Tako da soboto, nedelja te je prav strah. Jaz grem dostikrat k okni, pa pogledam dol, pa mislim, kaj je izumrlo vse. Ljudje so ali so nakopani, ali so to, ali si počivajo, karkoli. Ni življenja. Pa tudi denarja ni, da bi si lahko ljudje privoščili tako, da bi šli. Tržnica je bila dobro zasedena, ker vsak je skušal dobiti vsaj nekaj nazaj za svoj trud ali pa karkoli je. Za mali denar si lahko, če si šel pozneje, zjutraj je bila cena visoka, bolj pa vedno ceneje, razen da niso nesli domov, so reči dali po polovični ceni. In tako, da če si imel čas, da si lahko šel, si šel potem. Tudi v stari Jugoslaviji od naprej so bili ti trgovci bolj nemškega porekla. In skoraj to je bil Mahalka, Odestavič, Ordniki, vse take, kaj je bilo. Skoraj vsi so bili nemške, in ti so uspevali, ker so imeli od zadje kapital pa tole. In denar je delal denar. Na levi strani, ko smo šli iz mesta ven, pa je bila tovarna Petovija. Tam je bilo pa ogromno vedno sadja, da so delali te sokove, pa tole. In da smo radi otroci okoli hodili, je bil še tisti grahele, ki si ga pil, pa se je tako nos vdaril, da je bilo kaj. Potem so se ti preselili tu v Trstenjakovo, da so tu delali tam, ker so imeli potem pisarno, tudi pekarne Vinkoreš. Kar se tiče gledališča, je bilo dosti teh otroških stvari, pa tole. Ampak žal tudi bolj nedostopni do nas. Ker če bi šli vsi v gledališče, mama ne bi mogla nam dati. Tako da je bilo samo, če je bila kakšna izredna otroška igra ali pa karkoli smo se lahko privoščili. Če se spomnim na otroška leta, vemo, da smo bili vzgojeni tako, da smo tudi vsako nedeljo mogli k maši. Tam smo seveda, naše otroške oči so iskale te boljše od nas. Bili so vsako nedeljo od grofa Herbersteina sinovi z guvernandami, katere so jih pripeljali k maši in so imeli v tistih ladjah svoje sedeže. Mi smo jih opazovali, pa poskušali oponašati njihove kretnje, pa to, da se nam je to tako fajn zdelo, da je kaj. Kajti bilo je določeno tistokrat, če si bil primitiven ali pa karkoli, si šel v te navadne gostilne. Če si bil privatnik ali pa da si bil obrtnik ali pa karkoli, je bilo to narodni dom.
Če si bil pa elita, si pa lahko šel v hotel. To je bilo tako strogo ločeno. Tudi vem, da je, kaj se dogajalo vedno dol v kinu, zdajšnjem kinu, smo imeli razne otroške prireditve, pa tole, ker tam so bile te dvorane, ne. In tam se je tudi elita zbirala, v tistem, to je bil Ferenchaus, potem se je reklo to, ne. Kar sem bil družabnega življenja, so se naši Ptujčani, gospodje, doktori ali pa karkoli, zbirali na Novem svetu na Dominikanskem trgu gor. Tam so imeli, to je bil Novi svet, se je reklo, ne, in so kartali pa šahirali, tam so imeli svoj sedež in pa zbirno mesto. Kar so bili pa bolj nemškega, takega nagiba ali pa karkoli, so pa šli v narodni dom, to je bil tisti Ferenchaus, se je reklo. Tam so pa šli že taki bolj zagriženi. Ptujsko pokopališče je bilo en taki kotiček, najbolj miren, najlepše tak. Vse, kaj si se lahko, tam še glasno govoriti nismo smeli, kada smo šli na grob našem dedeku pa babice. Tako da mi je danes zelo, zelo hudo, da vidim, v kakem stanju je. Ne bi mi bilo hudo, če bi res naredili park, kot so rekli, bi vsaj vedela, da je v urejenem prostoru. Danes pa, če vidiš to razdejanje, pa vse tole, pa da naši predniki ležijo tu noter, to je pa res hudo. To pa res hudo. Ko pa danes primerjam današnji čas, pa si mislim, mogoče na pustovanje, ko je bil pust. To se je dogajalo po celem mestu, vse gostilne so bile. Tako smo šli kot mladi, ker smo že bili tako zaljubljeni pa tole, in smo že šli od gostilne do gostilne pogledati, kakšne maske so tu. Seveda niso bile take izvirne, ker če si že suknil narobe obrnil, pa si že bil maska, ali pa karkoli. Tako da marsikeri je se tako opekel, ker pod masko mislil, da je kakšna lepa deklina, pa bila stara baba. Tako da. In to se je potem dogajalo celi dan. Danes žal je karneval 2-3 ure, potem pa je vse v šotoru in je mesto mrtvo. Tiskrat je to bilo celo noč, se to doživljalo. Kar se tiče hiš, je bilo precej bolj urejenega, ker vsak lastnik je gledal, da je iz hiše tisto stržil, kar je bilo, in da je bil tudi videz drugačen. Tudi ulica je bila tiska čisto drugačna, ker zdaj so ti pločniki drugačne narejeni. Prej so bili ozki pa majhni, ampak cesta je bila pa širša, zdaj so pa dosti zelo že, bili so še tiste mačje glave, tiste kamne, se spomnim, ko smo po tistem hodili, to se je pozneje delalo, te kocke polagale, pa ko se je plin napeljaval. Tiskrat smo kome videli noter, da pravzaprav ni fundamentov v teh hišah. Te hiše stojijo tako votlo, da je kaj, ko so tu delali, smo rekli, vsekak lahko to sploh drži. Jaz se bojim kakšnega večjega potresa, da to ne bi zdržalo. In danes, če gledaš to notranjost teh hiš, vse, tudi naša, to je tako zapuščeno vse, da je kaj. Ker 50 let se ni vlagalo v hiše nič, ko je bilo nacionalizirano pa to. Koliko si sam svoje stanovanje zdrževal, to je bilo. Hiše imajo še ta soliter noter, omet odstopa. Danes je to vzdrževanje tega, ker moraš to na globoko iti noter, da boš to dol posegel, pa to blago ven spravo. Ne drži nobena stvar. Tako da nam je tudi že hudo to, da je, kljub temu, da bi rad imel lepo, ampak ne gre pa za denarja ven. Streho smo mogli pokriti, to se je moglo bolj, ker je bilo vse zapuščeno v takem času.
pravi, ko smo šli po teh tepihih, smo se otroci sami čudili, kakšni gospodje živijo. Pa to ni bila samo ta Molitorova trgovina, apoteka taka. To so bili senčari, ko so bili trgovci ali pa karkoli. To je bilo vse tako urejeno noter, da je bilo kaj, ko si, ali pa da zune že. To se je dajalo, to je bilo res zgled tam, ne. Zdaj pa bila med tem časom vojna, tu nacionalizacija, lastniki so se menjali, kupna moč je padla, kratko malo se je vse to zavrlo. Spominjam se v tej hiši, kako je bila urejena, v rdečih tepihih so bile vse stopnice preoblečene. Če smo otroci šli po kakšne opravke, pa kakšno stvar rabili izven časa, da je bila apoteka zaprta, smo lahko šli. Ampak to je tako bilo, kot da bi v cerkev prišel noter, pa karkoli. Danes pa, ko imam tudi take službene stvari, da urejam preko sociale ali pa kaj, pa prideš v to hišo, kratko, malo, ne moreš verjeti, da je to ena in ista hiša. Razdejanje, stari hladilniki, staro to, karkoli je noter. Ravno tako ta evangeliška cerkev. Ko sem iskala enega starega občana, da ga opišem, jaz sem prišla v hišo noter. Kaj se je dalo potrgati, je potrgano ven. Pridem do prvega nadstropja s takim strahom, da je bilo kaj. Dalje več nisem upala, ker sem šla vrikvrc nazaj dol, nisem se upala več obrniti. Jaz sem mislila, da sem prišla v kakšno hišo strahu. Tako razdejanje pa vse. Ne vem, kaj se s to hišo dogaja. Spomnim se pa tega, ko smo mogli, ko je bil preobrat, ko smo čakali, mi otroci nismo vedeli, kaj še bomo doživeli, ampak so nas že potem usvarili za siren v Moravskem zakladišču ali pa karkoli. In ravno vem, tudi na cvetno nedeljo, ko so prvi nemški avioni prepeljali dvor, sem jaz kurila še na trdo gorivo in tisti dan je bilo moje delo, da zakurim, da si zajtrk naredimo, da bo mama imela. In jaz ravno si delam z enim kuhinskim nožem treske. In kak se to še, v tistem trenutku so pa šli ti fligerji. In jaz sem se vsekala tako, da sem tako krvavela dole, ko smo leteli v klet, da je mama mogla eno rjuho raztrgati, da je meni vstavila kri, tako mi je. To je bil prvi šok že, ki sem ga v tistem doživela. Potem kot otrok sem mislila, kakšni so to Nemci. Jaz sem mislila, da so to čisto drugačni ljudje ali pa karkoli. Nisem si mogla predstavljati, ker so vedno pravili o Nemcih, pa o Nemcih. Potem pa tako zalokavam za oknom, pa vidim ravno, da so prvi Nemci, to je bilo tudi prvo, kar sem lahko videla, ker so bile te žice telefonske pokvarjene, pa tole, so imeli na hrbtu tisto, taki nahrbtnik, pa vlekli žico, napeljavali kar po naših fasadah, kar poprek, da so imeli telefonske napeljave. To tako sem zapomnila, kak je. Potem pa seveda v šolo smo prišli, takoj se je nadaljevalo, prišli so samo nemški učitelji, bilo je zelo hudo, kateri ni znal čisto nič, ampak sreče smo tako obmejno, tako da nam je še dosti otrok tudi bilo, tako da nam je bilo kaj poznanega, da smo se lahko sporazumeli pa tole. Več nismo smeli pogovarjati se slovensko, tako med sabo smo šepetali, da smo si kaj povedali, tako da ne. Ampak ne smem pa reči, da bi bili pa nekako hudobno napeljali ti učitelji proti nam. Niso, oni so vedeli, da se nas morajo najprej pridobiti, da bomo potem tudi njim zaupali. Kar se tiče življenja, pa je bilo pod Nemčijo lažje, ker so bili dohodki, pa so bili že tako, da se ni, kljub temu, da je bila vojna, si dobil na karte vse tisto, ampak z manjšim.
Mogel si se pa s tistim zadovoljiti, kaj si dobil. Ja, tistokrat si mi to nismo mogli tako predstavljati. Mi smo še lepo res potem pravo sliko dobili iz filmov ven, kaj so Nemci delali. Ker mi smo, tu ni bilo nekaj takega posebnega, da bi, če se nisi kje vmešal noter ali pa karkoli, potem te niso niti opazili, da si tu, Videli pa smo potem grozote, kaj so se dogajali okoli. Tako da mi v tem malem kraju nismo dosti to občutili. Nisi pa seveda upal reči nič. Znal si se zadržati, da če bi se pa kaj več dovolilo, bi pa lahko imeli. Samo kljub temu smo potem 45. leta, 45. leta pa je bilo potem za nas res hudo. Vem pa, da se je na vsak način se je vse dalo, tu je bila gore, ko je žandarmerijo smo imeli, ker je bilo policajev, tistega so bili žandare. Nasproti pa je bila ena gospa, ena mala, ena Lizika, in tam smo dobivali salato tudi v nedeljo dopoldne, pa karkoli. Te pa 2 perici salate, pa kakšen petržilček ali karkoli, in to je ona doma prodajala za 25 kun, pa če si tiste krolke so bili tisti dinarje, pa tole, za čist mali denar smo lahko po to šli. Tako da se na tržnico ni dosti hodilo, ali pa smo imeli kakšen kurček vrta tam na mamini domačiji. Spomnim se tudi Ptujskega parka in tega paviljona. Vedno se je kaj dogajalo dole, samo tiskrat nismo bili še tako nagnjeni do umetnin pa do tega vsega, nismo imeli še teh čutov do tega, tam, kjer je bilo lušno. Spomnim se pa tega paviljona, ki je bil pa v parku in je bila vsako nedeljo godba napihala. Vsako nedeljo dopoldan, ata ali pa kdo imel, ali pa kakšna starišča sestra, pa kdokoli, smo imeli nalogo, da lahko mama kuhala, pelte deco dol, da smo šli potem poslušati to godbo, ko je bila. To pa je bilo zelo, zelo lepo. Tako da to pogrešamo. Če si pomislim na stari Ptujski most, je bilo sredi mosta, je bil križ. In smo to parali, to je bilo tako prometno, da je bilo kaj, ker so pešci in vse se je odbijalo tu na tem mostu. Tako da je, ko smo zaživeli, ko se je pod novi naredil, da se je bilo sproščeno. Ptujsko kopališče je bilo precej urejeno. Imeli smo tudi potem noter vane, da so se lahko ljudje hodili kopati, in to je bilo tako vedno zasedeno, petek pa soboto, da so ljudje hodili na tiste parne kopali, pa vse tole ni bilo sicer poceni, ampak je bilo, kopalnic nismo imeli. To je pač vsake take čas smo lahko šli v kopališče, notranjo. Zunaj pa smo se mogli redno kopati. Ker mama ni pustila, da bi se zdravi kopali, smo mogli iti v kopališče, da je ona imela potem, vedela, tam smo pod nadzorom, da je bil tisti kopalni mojster, pa tole. Če se jaz zdaj tu nazaj spomnim, da je bilo tako malo zvoncev na Ptuju, v stari Jugoslaviji. Bil je verjetno samo tam, kjer je bila babica, ker je bil nek porod ali pa kakoli. Lahko bi na eno roko prešteli, koliko zvoncev je bilo. In otroci smo bili ravno tako, kot otroci danes, nismo vedeli kaj in smo hodili zvoniti, pa smo pa bežali. Ta zvonec pa je tradicionalen. Ko je moja mama se poročila, je bila stara 17 let in je ta zvonec našla. In med tem časom je brat že naredil na elektriko, pa mama rekla, dol, ta zvonec boste lahko vrgli, ko bom jaz mrtva. Tega prej ne. In po mamini smrti pa si še jaz rekla, tudi jaz ga ne dam. Kaj ostane.
ker pa imam srečo, da sem ravno pod gradom, smo uživala tolikokrat, ker gori na gradu se je odbijalo vsi naši popularni pevci, Ivica Šafizi, pa vsi tu so se gori zbirali in jaz sem lahko dol čez obzidje slišala. Doskrat pa smo se tudi tako, da smo šli pogledat gor, ampak če smo se že vsedli samo pri nas v kuhinji na balkon, smo že vedeli, smo že slišali vse in doživiš vse. Tudi kaj so se ljudje gor pogovarjali, smo lahko slišali. Tako je bilo zvočeno pa tole, tako da. Ampak dogajalo se je pa vse gor, tako da smo res z užitkom smo šli. Dostikrat smo si tudi lahko grad pogledali, notranjost pa tole. Danes se mi zdi, da bi lahko šla predavati noter že. Tolikokrat sem bila noter, pa sem pogledala tudi danes, če so kakšne take nastope, rada grem. In si dostikrat mislim, jaz imam rada Ptuj. Živim za Ptuj, pa mi ni vseeno, kaj se v Ptuju godi. In tudi, če se kakšna prireditev ali pa karkoli, pa si ker misli, ja, viš, spet gre ona pogledat. Ja, pa če ne bomo mi te stare, mladi bojo še manj imeli interesa, ne? Moramo mi vse vedeti, da mi povemo, kaj smo lahko doživeli, kaj smo lahko, da se da v malem mestu zelo dobro živeti. Samo razumeti se moramo, pa enonemu pomagati. Nahajamo se na balkonu moje kuhinje. Imamo najlepši pogled na grad, katerega res ne bi mogla izgubiti in ga že 85 let občudujem. Z grada imam pa lepe spomine, ker še na otroških letih smo vedno opazovala pa gledala grofovske otroce, ki si jih primerjala z nami. S tem, da smo tudi mi morali kot šoloobvezniki vsako nedeljo k maši, so tudi oni morali, kljub temu, da niso hodili v naše šole, navadne, ampak kljub temu so bili vedno pri pozni maši o 15. In tam smo jih potem imeli čas in čast opazovati, kak so. Nam so se zdeli nekako fejst izstopajoči, ker so bili vedno v enakih oblekah, v takem mariranskem slogu in strašno zadržani, ker od njih so bile guvernante, katere so za njihovo vzgojo tudi odgovarjale. Spomnim se pa tudi tega pogleda kot otrok, ko sem bila še mala, kak je izgledal naš hotel, zdajšnji Mitra. To je bil hotel Osterberger, ki sem poznala vse člane, imeli sem ga sina pa eno hčer. Sin je bil bolj čudaške sorte, meni je vedno tak se oblačil, ko danes Prešernova slika vidimo, Prešerna z pelerino, dolgimi redkimi lasmi in malo smo se ga bali. Sam hotel pa je bil, da na cesti je imel še take niše, z lesa take, da so bili separeje po 2 ali pa 3 so sedeli v enem separeju. Na koncu pločnika pa je bil kot en drevored iz teh oleandrov. To je bilo zelo lepo videti in ravno tako si mogel vedno dol stopiti, zdaj, ko so avtomobili gore na pločniku. Tako je tiskrat pa so bili pač te mize. No, tudi tu smo imeli lepe spomine, ker smo bili v dobrih odnosih, smo tudi lahko poskakovali okoli, niso nam branili, ker so vedeli škode, nismo delali, bili pa smo živi, glih tako, kak ti otroci. Šli smo gor na teraso, tam na hotelu in smo metali dol na naše dvorišče kamenje pa tole. Otroci kot otroci, pa to nam niso zamerili, ker tam pa škode nismo delali. Tu pa tudi ni bilo nobenih šipov, da bi lahko potrli, ampak smo na dvorišče metali. No, pozneje pa, ko so se pa lesniki menjali, je bil potem dom armije, smo pa hodili na vse plese, pa vse, kar se je godilo, je potem bilo tu. Narodni dom je malo že bil tiskrat malo že bolj pozabljeni, ampak se je vse godilo tu. Tako da
To smo bili dobri obiskovalci, ker smo bili ravno v tistem času najbolj zaljubljeni, pa najbolj živi. Ptuj je imel dosti gostiln. Meni se zdi, na vsakem vogalu, v vsaki ulici 4-5. Najbolj take obiskane so pa bili gostilna Strašil na Bregu. To je bil sicer bolj nemško misleči, ampak zelo dober je bil, pa je zelo dosti tudi partizana pomagal. Ampak je pa vedno tako, da so se zbirali vsi ti avtobusi, pa vse se je tam parkir ni bil dober, pa so se tam zbirali, pa tudi konjske vprege, to je bilo vedno polno tega. Tako da, ena taka kmečka gostilna, zelo poceni in na zelo dobrem glasu. Tam so ljudje hodili vedno na tisto kislo juho, pa na to je bilo poceni in dobro. Ko sem še jaz tiskala bila v pekarni, to sem videla, da je bil zelo dober promet, pa tole. Pri Starem Ribiču je pa bila tudi potem enkrat gostilna, ja. Poleg Starega Ribiča je bila, tu je dolje Novi Ribič, Stari Ribič je pa tam ob parku, ja, tam pa smo hodili na ribe. Tam je bilo zelo glasno, da so se ribe delale, drugod niso. Tam pa, bolj ko je bil pa Novi Ribič, tu pa smo bolj začeli tudi, tu pa imaš občutek, da si ob morju, če tu sediš. Novi Svet je bilo pa tak tudi za take zaprte družbe predvsem. To so hodili naši ptujski doktorji, največ gor igrati karte ali pa šahirati. To so imeli take enkrat ali pa dvakrat na teden. Potem smo kar videli, ko so po naši ulici hodili, da imajo si zopet zmenek in da grejo. In smo imeli to zelo respekt, ker je šel za spoštovanjem, smo pozdravljali pa ja videli, da smo bili bludni, če ga bi slučajno kdaj rabili, da smo imeli dober ptic. Tako da je res je bilo to. Tudi gostilna Rozika, jaz sem tudi poznala te staro gospo Roziko, pa tudi njeno hčer, za hčer jo še zdaj kontaktiramo pa tole. Je bila tudi ena gostilna zelo, zelo dobro na glasu, pa pošta tudi. To so bile gostilne, ki so bile dostopne kmetom. So šli tudi meščanarji, ampak kmet je pa najbolj tam šel, ni šel v kako, ne vem, kako boljšo gostilno pa kakoli. Ampak ni rečeno, da niso bile to dobre gostilne, zelo dobre, ampak bolj dostopne nizkemu sloju za ceno. Rada bi povedala mladim to, naj imajo radi mesto Ptuj. Zato, da je res prijetno v njem živeti, naj ne bo vseeno, kaj se z njimi godi, naj se ukvarjajo s tem, pa ne poskušajo izboljšati. Tako da ne sta klub študentov. To se meni dobro zdi, da vse držijo v naši ulici neko življenje ali pa karkoli. In zato bi tudi jaz kot stara oseba rada apelirala na mladino, da naj čuvajo, naj ne razbijajo, naj bodo strpni pa naj lepo gledajo, da nam bo vsem lepo in da bo nam ponos, da živimo na Ptuju.